Kot sem izpostavil, projekt se ne prične v enem letu in niti ne zaključi v enem letu. Za prihodnje leto, za prihodnji proračun, ki ga nekako pripravljamo in bomo pričeli z usklajevanjem tega proračuna, so zagotovo najpomembnejše šole. Tiste, ki so bile v lanskem letu odprte oziroma pričete z gradnjo, torej na Blanci in v Sevnici osnovna šola Ana Gale. To sta dva zelo zahtevna projekta, športne površine pri osnovni šoli v Sevnici, ki jih je potrebno zgraditi v sodelovanju z državo. Če posplošim, pa v letu 2023 in nadalje pripravljamo kar nekaj projektov, ki bodo močno posegli v sevniško okolje, kjer je potrebno sodelovanje, povezovanje. Gradnja rondoja pri novem nadvozu v Šmarju je za prihodnje leto ena od takih pomembnih investicij. Potem cesta Šentjanž-Glino z omogočitvijo oziroma z odprtjem možnosti, da se zgradi tam tudi športni objekt pri osnovni šoli v Šentjanžu. Priprava na ureditev železniške postaje, ki bo pričeta kasneje. Tečejo že postopki za pridobivanje zemljišč za most Log, delno tudi za cesto Log-Račica, tudi na Bregu tečejo aktivnosti za ureditev pločnika na terenu samem. In to so projekti, ki nekako nadaljujejo večletno željo in potrebo v občini Sevnica, da se na tem infrastrukturnem delu nekaj premakne. V preteklem letu smo sprejeli podroben prostorski načrt za dom starejših na Hrastih. Varstvo starejših ni samo izgradnja doma za starejše, ampak je prilagoditev in nekako koraki v smer dolgotrajne oskrbe v občini Sevnica, kjer dobro skrbimo za starejše, pa vendar razvoj tega področja terja veliko aktivnosti. Nosilec teh aktivnosti ni v celoti občina, ampak potrebujemo sodelovanje tako z domovi, kjer je ustanoviteljica Republika Slovenija, ki izvajajo ta program, ali s pomočjo na domu preko Centra za socialno delo. In to je nekako izziv prihajajočega obdobja za kvalitetno življenje tudi starejših v sami občini. Posledično tudi stanovanjska gradnja. Zadovoljen sem, da dva zasebna investitorja aktivno pripravljata stanovanjsko gradnjo za leto 2023, da so dokumenti, ki so bili potrebni, to je občinski podrobni prostorski načrti, da so pripravljeni in da lahko na trgu pričnejo z investicijami in verjamem, da kriza, ki se nekako napoveduje, ne bo prekinila tega investicijskega ciklusa.